Hej, počejta, malo sem na dnevnik našla. Ma že pročila, Rafa. Ma kaj, pusti me pogledat. Ma Julia, ti moraš vse pobrati. Ja. Pa boš v čemu fertig? Pogledat hočem. Ja, in pole? Ja, prebrat. Dragi dnevnik, preden bom pisala, kaj sem že vse doživela, bi se rada predstavila. Ime mi je Sofija in stara sem 14 let. Obiskujem slovensko gimnazijo in stanujem v Pliberku. Imam starejšo sestro Marto, ter mlajšega brata Timona. V šoli mi gremo med ta super. Ocene bi ne mogle biti boljše. Vse je perfektno. Družina vedno veselo sedi skupaj, s prijateljicami se včasih med tednom srečamo, da se gremo kopat in v šoli sem postala zelo priljubljena. Ful super. Ma što je ful fakt? A ni kaj bolj pametnega? 26. november. Dragi dnevnik. Nekako se je vse obrnilo. Oče in mama se vedno kregata z Marto, ker se ona vsak večer vrača domov ob 3 zjutraj in to čeprav je naslednji dan šola. Timon je od enega dne na drugega nehal igrati nogomet. Samo da bi jezil učiti. A ne hodi tam na našo šolo? To je Sofija. Kdo pa je ta fant? A ni ta Sofija izginila? Mija, preberi si da prispevek o lavabojih. Kaj pa je to? Ampak preberi. Ma ti bo to še s Zeitunge. Betroffene sind oft minderjährige Mädchen und junge Frauen aus allen Gesellschaftsschichten, oft mit geringem Selbstbewusstsein oder großer Schüchternheit. Die Loverboys geben ihnen Aufmerksamkeit, Komplimente. 29. november. Dragi dnevnik. Nekaj zelo lepega se je zgodilo. Danes sem bila pri Paulusu. Pri teki pa je sedel fant s blondnimi lasmi in očmi, kakšnih jaz še nikoli nisem videla. Ime mu je Leon in star je 21 let. Tako je lep in prijazen, čisto drugače kot Klara. Kaj pa dela ona tu? A ni rekla, da ima danes klavir? Mora je pa odpadlo. A to pa ne verjamem. Kdo pa je tam pri njej? Što je nima prijateljev? Što je ta sak moba? A to ni tisti Leon? Pa resno. Če pa je zdaj resen lavaboj? Če je pa on en lavaboj, potem je Zofijo samo izkoriščal in bo Klaro tudi. In kje je zdaj Sofija? Hej, to je Sofija. Kot zgleda se res kaj hujšega z nas zgodilo. Veš, da ima tisti Leon, kaj ste? Mora pa res. Hej, mi imamo dnevnik od njej. Dajmo ga policiji. Oldana, sigurno ne, nič ne bomo rekli. 19. maj. Dragi dnevnik. Srečala sva se danes v hotelu, nekje ob Dravi. Soba je bila zlata in postelja oblečena z rdečo prtljago. Najprej me je bilo strah, ampak ko sem gledala v njegove oči, je strah izginila. Nato me je peljal spet domov. Nekako se mi zdi čudno, da me še nikoli ni povabil k sebi domov. Danes mi je Leon pripovedoval o neki hiši, ki stoji čisto na samem. Rekel je, da bi mi jo rad pokazal. Zelo se že veselim, ker bi končno preživela en cel dan samo z njim. Pokaži mi še enkrat tisto sliko. Eto, bejto, poznam. To je v Lenajah. Kje pa je to? To je tam, kjer moja babca doma. Aj pa te posveja? Ja, kak pa že. Lenaja. Gremo not. Pa ne vem. Ne bodi to fejglik. Vidve pojte, jaz ostanem tu. Ja. Pojdi.
začnemo. Okay. Letos smo prvič sodelovali pri Iskrici in bila je zelo zanimiva izkušnja. In smo mislili, da bo bolj lahko, ampak ko smo potem pisali scenarije, je šlo bolj težko. Ampak potem, ko smo imeli ideje že vse napisane, je to šlo kar hitro pri snemanju. Sofia. Hey, a nije ena Sofia izginula? A sta bil unterbrecher sozusagen? Včasih spet malo bolj težko, ker nismo bili vedno tako resni. Kdo pa je ta fant? A nije... Je bilo že precej gauda. A nije ena Sofia izginila iz naše šole? Ne, če se vem. Ti imaš že ful strah pred tem stavku. Če pa ona ta šokirana. O, mi se boli. Kaj se rosti? Snemali smo tudi ob Dravi in je bil zelo vetroven dan. In smo imeli težave s tonom, ponavljati smo morali velikokrat scene, ampak v bistvu smo morali ponavljati zaradi naših frizur. Mi sicer že vemo, kako se drugi del konča. Ampak vi boste morali še eno leto počakati.